Takole, danes bom predstavil mikrobit, gre za tale mikroprocesorček, lahko se ga uporablja fizično, lahko se pa uporablja samo simulacijo pa spletno stran, tako da je primerno za kakšen tehnički dan ali pa za kakšne ure tehnike. Takole izgleda mikrokrmilnik zares, programira se ga lahko na tej strani makecode.mikrobit.org. Sestavljanje takole iz tipala na dotik, če se te dotakneš, potem mikrofona, dveh stikal, dveh tipk, kontaktema, na katere lahko priključiš kakšne zunanje senzorje ali pa motočke manjše. Na drugi strani imamo anteno, Wi-Fi, Bluetooth, lučka za vklop, USB vklop, tipka za vklop ali pa za reset, potem priklop na baterijo, 2 AA bateriji, tako da je lahko tudi to samostojna enota, potem zvočnik, procesor, ki ima noter vgrajen tudi majhen termometrček za okoliško temperaturo, pa senzor gibanja. Za učitelje je primeren tale naslov classroom.mikrobit.org, zato ker lahko učencem potem omogoča dostop in tudi vpogled v njihovo delo. Takole. Ko pride učitelj na tole stran classroom.mikrobit.org, ustvari najprej en razred. Recimo, da bi me zdaj pomenoval tole tehnički dan, 7. razred. Programirali bomo v kodi, oziroma v blokih, ne bomo uporabljali Pythona in Launch Classroom. S tem sem že ustvaril svoj razred in tukaj v editorju lahko jaz sam demonstracijsko kaj pokažem ali pa te stvari delim z učenci, ampak ko pa učenci pridejo do mene oziroma grem pa na dashboard in jaz z njimi delim tele 3 stvari tukaj, se pravi URL, ki je vedno isti, mikrobit.org.join, to je ta naslov, in oni morajo potem opisati dark blue 1039, tele številke in so noter. Pa poglejmo, kako to izgleda, se pravi, oni grejo samo v tale join in morajo izbrati, tako kot sem jaz ta primer, se pravi, ta prvi bil super. Evo, učenc pride piše svoje ime, tako da nam ni treba že prej učencem opisovati, ampak napiše recimo Matej, učenec, bomo še dodal, da nam bo bolj jasno. To je to. Evo, pa imamo Matej učenec, je zdaj v naši bazi in lahko on se tle ustvarja, recimo, da ima čisto preprosto, bo začel na začetku se pojavi konca srček in zdaj tukaj imamo pa simulacijo in se že odvija. Na začetku je srček, v bistvu bi pa rajš mogoče dal, kasneje bomo šli konkretno tele vaje, da ko pritisne en gumb, se pravi on button A, da se pojavi srček in ko srček, potem pa zgine srček, pa je pa clear screen, takole. In zdaj gremo tle simulacija, damo play in se nič ne zgodi, šele ko pritisne gumbak, je srček in zgine. Zdaj tukaj kako programirati, kaj programirati, imam tle par primerov. Bistvo je to, da mi kot učitelji, zdaj, ko smo tukaj, z njimi pač dajemo tukaj navodila, v bistvu lahko pa kadarkoli pogledamo v Save Student Code, tle pogledamo, evo ga, te učence že noter in že vidim njegovo slikico. Če bi tle imel še več učencev, bom videl več slikic od vseh teh učencev, kako jim gre. Tako da en lep pregled, kaj se dogaja. Če sam pogledamo, kaj pa bi oni lahko počeli, da bo zanimivo, prva vaja, naprimer, lahko napišejo, prva vaja, da se na začetku napiše napis zdravo. Ja, to je prva vaja. Druga vaja, da naprimer, ko to napravico zatreseš v resničnosti, tukaj pa pritisneš ta gumb, se napiš zdravo, tle gor gre, Z-D-R-A-V-O, čez tele ledice. Tretja vaja bi bila, naprimer, imaš gumbe A pa B, ali pa oba skupaj, to sta ta dva gumba tukaj. Ko stisneš enega, imaš krogec, ko stisneš drugega, imaš X, ko stisneš oba, imaš ikono srček. Tretja vaja, naprimer, je, ko pritisneš A,
izbere naključno številko med 0 pa 6, počaka 2 sekundi in potem zbriše, tako da v bistvu imamo igralno kocko. Točka 5, peta vaja, recimo odštevanje, rečemo od 0 do 5, da odšteje, da se tukaj začne zaslon odvijati 5, 4, 3, 2, 1, prazen zaslon, pol sekunde in potem piše recimo go. To je to. Če imamo pa res to stvar fizično v šoli, da lahko klopimo, se pa lahko še malo ukvarjamo z drugimi stvarmi, da probamo kakšne druge senzorje. Mislim na mikrofon, mislim na termometer. Stvar je lahko tudi mobilna, lahko priključiš tole baterijo in potem imaš to napravico nekje druge, čisto samostojno s tem napajeno in izvaja pač v ukaze, ko smo jo sprogramirali. Drugače pa lahko samo povezano tukaj gor, to je opcija. Ok, se pravi, 6. vaja je bilo pa naprimer meter glasnosti, uporabo mikrofona, da bomo imeli, ko bo določena glasnost, bo toliko črtic pokazali, ko bo bolj glasno od 40 do 100 bo pa več teh črtic pokazali. To je recimo en primer. Mikrofon uporabimo ali pa merjenje temperature, rekel sem, da je tam termometer, pa rečemo, ko pritisnem točko A, mi on pokaže tukaj na zaslonu, koliko je temperatura.